Lepo pozdravljeni, sem Sabina Repovž iz gostilne Repovž. Danes bomo za vas pripravili polnjeno postrv. Za ta recept potrebujemo naslednje sestavine: postrvi, sol, lešnike, nasekljano čebulo, narezane gobe. Jaz sem si pripravila lisičke, jurčke, narezano zelenjavo. Jaz sem pokombinirala por, korenček, kolerabo in pa eno dobro oljčno olje pa sončnično olje. Najprej se bomo lotili postrvi. Postrv je fino, da si zamislite mogoče malo manjšo porcijsko postrv, se pravi tam 250 gramsko, zato da je lažje obdelati. Sicer je potem malo več dela s samim čiščenjem, ampak je peka hitrejša in je postrv ostane sočna, se ne posuši. Lepo jo zarežete do repa in se lotite odstranjevanja kosti. Fino je, da sredinsko kost popolnoma odstranite, potem pa se lepo lotite še manjših kosti. Se pravi, sredinsko večjo kost odstranimo s pomočjo ostrega, ampak res ostrega noža, manjše koščice pa potem še do konca odstranimo s pomočjo pincete. Fino je, da ste res natančni, da ni nobenih kosti, ker potem, ko boste dodali nadev, boste težko poiskali kosti, ki so ostale. Postrv imamo pripravljeno, kosti so odstranjene, sredinske kosti ni več, manjših ni in lahko se lotimo nadeva. Postrv za ta čas postavimo na hladno. Sedaj pa se lotimo nadeva. Za nadev bomo potrebovali narezane gobe, čebulo, lešnike in sol. Vse skupaj bomo prepražili na sončničnem olju, potem pa rahlo ohladili in nadevali ribe. V pano dodamo malo sončničnega olja. Čebulo prepražimo, da lepo porumeni, se razpusti. Nato pa dodamo še narezane gobe. Gobe so lahko poljubne, jaz imam danes pripravljene jurčke pa lisičke. Ko so gobe nekoliko prepražene, dodamo še sol in narezane lešnike. Tudi tukaj lahko lešnike poljubno nadomestite s kakšnimi drugimi oreščki. Takole nadev je pripravljen. Nadev si damo v posodico in ga rahlo ohladimo, da ne damo čisto vročega v surovo ribo. Ko je nadev ohlajen, vzamemo postrv, jo lepo razpremo, rahlo jo lahko že malo posolimo ter dodamo nadev. Nadeva lahko dodate kar veliko, ker tudi ni nujno, da se riba popolnoma zapre. Medtem ko je riba v pečici, si lahko pripravimo malo zelenjave za pod samo ribo. Po želji lahko dodate tudi kakšen krompirček. Jaz sem si pripravila narezano korenje, kolerabo in pa por. Vse skupaj bom malenkost prepražila na olju in položila na krožnik. Zelenjavo bomo le rahlo prepražili na ponvi. In jo dodamo na krožnik. Na zelenjavo bomo položili še pečeno ribo. Spravi, po 10 minutah je naša riba pečena. Previdno jo vzamemo iz pekača in položimo na zelenjavo. Po vrhu dodamo še malo dobrega oljčnega